Tle je ena taka zelo unikatna vsebina, ki jo ponujamo. In sicer to, da ne ponujamo individualnih člankov, ampak ponujamo dejansko neke dogodke. In ti dogodki so nekako identificirani iz skupine člankov, ki opisujejo ta dogodek. Ne? Kar pomeni, da namesto da bi recimo nekdo dobil cel stream ali pa cel feed teh člankov, ki se trenutno objavljajo ali pa so objavljeni, dobijo neke vrste povzetke. Se pravi, kaj so dejansko vsebine, o katerih mediji zdaj iz celega sveta poročajo. In to je bistveno manjša, bolj skompresirana oblika, plus tega ima pa na vrh tega še dosti dodanih informacij. Recimo ne pokažemo samo članka ali pa dogodka, ampak dejansko se pokaže, kaj so glavne entitete, recimo ljudje, organizacije ali pa lokacije, ki so omenjene v tem dogodku, kje se je dogodek zgodil, kdaj se je zgodil in tako naprej. Tako da v bistvu je neka taka meta informacija na vrhu osnovne informacije o dogodku. Pa še to bi dodal, torej, ko se en dogodek zgodi, ga poročajo o tem dogodku po celem svetu, če je dogodek večji, in mi to ugotovimo. Če Kitajci ali pa Nemci pa Slovenci pišemo o isti stvari, bomo mi ugotovili in bomo to lepo skompresirali in še vedno vemo, da je to isti dogodek. Pokrivamo cel svet zelo globoko, to je ena taka, zelo celovito lahko pokrivamo. Tako, če si omejen recimo zgolj na spremljanje slovenskih medijev, pol sigurno izpustiš ogromno vsebine, o katerih pač slovenski mediji sploh ne poročajo. Tlele pa dejansko imamo pokrite vse medije globalno, kar pomeni, da dobimo globalen vtis, kaj se dogaja po svetu. Zadaj se uporablja nekaj, čemur pravimo strojno učenje. Uporabljajo se neki modeli, ki so zgrajeni na osnovi nekih lastnosti. Primerja se recimo gruča člankov v angleščini pa gruča člankov v španščini. In zdaj treba ugotoviti, a sta ti dve gruči o istem dogodku ali ne. In to v bistvu se dela čez eno tako serijo korakov. Uporabljali smo pa za to gradnjo teh modelov, ki znajo primerjati kitajski pa slovenski tekst, Wikipedijo. Wikificiranje, to je en tak termin, ki verjetno bi slovenisti rekli, kako grle beseda je to. Gre pa za proces, v osnovi zelo preprosto funkcijo, ki jo pa ni enostavno izvesti. Na vhodu dobimo dokument, kot vsak drug, samo besedilo. In zdaj naloga je poiskati v tem dokumentu vse besede, fraze, imena, karkoli že, kar ima svojo stran v Wikipediji. Zdaj tega je pa lahko praktično skoraj vsaka beseda, pa vsaka druga jo tipično najdemo v Wikipediji in na temu rečemo wikificiranje. Zdaj, to samo po sebi se sliši, da niti ni tako grozen, postane pa problem zato, ker iste stvari se poimenujejo na mnogo različnih načinov, to je en problem. Drug problem, ki pa je, da se ista stvar, kot se napiše, lahko pomeni mnogo različnih stvari. Zdaj, ta wikificiranje pravzaprav upravlja ta proces razdvoumljanja. Želeli bi si predvsem narediti ta servis tako, da je uporaben tudi predvsem za druge, tako da ni samo nekaj, kar imamo nekaj akademsko v uporabi, ampak je bolj namenjen tako raznim potencialnim, recimo ali medijem, ali raziskovalcem, ali tem, tako kot smo rekli prej, pač recimo Evropski parlament ali pa te druge organizacije, ki bi jih zanimalo spremljanje nekih vsebin ali pa spremljanje nekih specifičnih tematik skozi medije. In mislim, da je pač to orodje precej zmogljivo in ima precej za ponuditi v tej smeri.